Dobrodošli! Hej! Dober večer, dober dan! Živjo, živjo, dobrodošli, dobrodošli! Lepo pozdravljeni! Danes imamo spet novo temo in tema je, zakaj se mi odpira toliko strahov iz preteklosti, posebej v teh časih. Posebej vemo, kaj se zadnji 2 leti dogaja, vemo, okoli česa so dileme, vemo, s čim se ukvarjajo in učitelji v šolah in v službah in politika in mediji. Vemo, kaj vse to, ne bi se v detajle spuščala. Vsi vemo, v čem smo, nekako izgleda, kot da že počasi potujemo ven iz tega. Ampak danes bi vam jaz rada osvetlila en moj pogled na vse to, mojo izkušnjo kot izkušnjo terapevtke, kot izkušnjo nekoga, ki dela z ljudmi, ki sliši vse mogoče zgodbe. Ja, rada bi vam malo ozadje razkrila in tudi, kako je en tak duhoven pogled na vse skupaj, ki tudi prihaja iz različnih duhovnih učiteljev, nekako lahko se tudi strinjam, da je to resnica v tem. Torej, časi so v bistvu res nenavadni in velikokrat smo se preslišali, smo se tudi pritoževali, težki časi so, toliko stvari se odpira, toliko ljudi gre v paniko, toliko ljudem se odpirajo neki otroški strahovi ali pa doživljajo paniko, doživljajo težke izkušnje. In zdaj vprašanje je, zakaj, ne? A je res to zato, ker so neke zarote, a je res to zato, ker je, ne vem, virus ušel, a je res to zato, ker nekdo želi bajno obogateti s pomočjo raznih zdravil? V čem je bistvo? Če se še malo bolj umaknemo, ne, če pogledamo na zemljo iz višjega, če se iz zemlje umaknemo malo višje, pa lahko pridemo do ene nove resnice, kot sem rekla, ki jo tudi učitelji učijo, in to je, da dejansko se zemlji dviguje vibracija. Zemlji se dviguje vibracija, nekako potujemo iz prve čakre v četrto čakro, torej iz strahu potujemo v ljubezen. In to čutimo, to vemo, vedno več ljudi se tudi prebuja. In žal je bolečina tista, ki se nas velikokrat prisili, da nas premakne iz neke cone udobja v to, da nekaj naredimo iz sebe, da nekaj naredimo iz svojega življenja. Torej, bolečina je tista, ki nas premakne, in potem ugotovimo, začnemo iskati razloge, začnemo iskati vzroke in potem na koncu pridemo do tega, da mogoče nismo samo zato tu na zemlji, da bi se imeli fajn, da bi samo uživali, da nismo samo zato tukaj, da bi se nam godilo vse tako, kot si naša glava zamisli, ampak nekako sprejmemo, ne, ko nas življenje vrže na kolena, sprejmemo, da smo morda pa del večjega načrta, da morda pa naše življenje ima nek smisel, da morda pa naše življenje ima nek višji pomen, da morda pa imamo neko poslanstvo tukaj na tem planetu Zemlja. In ti časi, ko posebej v zadnjih 2 letih ali pa zadnjih 10 letih, ko se nas vedno več prebuja, ko nas vedno več doživlja tudi neke duhovne dimenzije, ko vedno več se trudimo zavestno živeti, pa se trudimo ne samo vsak dan, ampak večkrat na dan potovati iz strahu v ljubezen, doživljati ljubezen namesto strahov. To so v bistvu časi, ki se vse to prebuja za nas, in to so preizkušnje, čez katere gremo v teh časih. In če rečem še malo drugače, verjetno je naša duša to izbrala, da živi v teh časih, da se sooči s tem, da premagujemo te ovire in da na koncu vseeno rečemo, vredno je bilo, splačalo se je, zadovoljen sem s sabo, zadovoljna sem s sabo. No, in morda bi vam osvetlila tudi to, kar tisti, ki ste starejši, lahko tudi potrdite, da takrat, ko se generacije nazaj, recimo to je bila generacija mojih staršev, ali pa, ja, mojih staršev, ki so se rojevali med vojno, takoj po vojni, in njihovi starši, se pravi generacija mojih starih staršev, so se borili preprosto za golo preživetje. Težko je bilo preživeti, družine so bile velike, hrane ni bilo dovolj, ves čas je bilo eno samo garanje, bitka za preživetje.
bitka, ali bomo preživeli, ali bo dovolj vsega. Težko je bilo imeti lepe čevlje, težko je bilo imeti več čevljev, težko je bilo otroke poslati v šolo, težko je bilo imeti lepa, čista oblačila, nova, nestrgana. To si danes težko, večina od nas živi v takem nivoju, da imamo vsega dovolj, da so naši hladilniki v glavnem polni, da se moramo še truditi, da kako kilo zgubimo, kot pa kaj drugega. Se pravi, evolucija je šla naprej, ne? In če so se naši predniki, pa ne še toliko nazaj, stari starši borili za eno samo golo preživetje, se danes tega več večinoma ne rabimo boriti. Je pa danes drug izziv, kako se pa borimo proti svojim strahovom, ker so pa zdaj časi, ko pa imamo hladilnike, ko nam je toplo, kjer živimo, ko imamo neko udobje, se pa borimo proti sami sebi, proti strahovom in se sprašujemo, zakaj se je ravno zdaj to odprlo v meni, zakaj ravno letos, zakaj po preboleli bolezni ali zakaj po prejemu nekega zdravila ali nekega odmerka se je meni to zgodilo, da se mi odpira toliko strahov, da se odpira panika, da se odpira, zakaj ravno zdaj, ko mi je življenje v bistvu lepo. Torej, če pogledamo res iz malo širšega zornega kota, tukaj smo zato, da premagujemo neke izzive, tukaj smo zato, da zrastemo, ne? Naša duša hoče rasti, mi nismo tu samo zato, da bi nam bilo fino, ampak smo tu zato, da rastemo. In če so se prej borili za golo preživetje, je zdaj čas, ko se borimo, moramo se v bistvu prav boriti ali pa truditi ali pa načrtno, zavestno se odločiti, zavestno živeti iz tega, da potujemo iz prve čakre v četrto. Seveda, to se čudno, marsikomu je to tuje, potujemo v bistvu iz strahu v ljubezen. Ampak lahko bi bila to samo lepa fraza, ne, pa bi bilo to dovolj, v redu, saj gremo v ljubezen, ampak večinoma gre pa to, da se nam strahovi odpirajo in ravno ti časi nam to sprožajo. Strahovi se nam odpirajo zdaj na nas, ali živimo v njih, ali pustimo, da nas ta klopčič zakotali in se kar vrtimo v njem in se kotalimo, ali pa rečemo, glej, jaz pa želim nekaj iz sebe narediti, jaz pa želim nekaj spremeniti, jaz pa želim zrasti iz tega, jaz pa se želim iz vsake izkušnje nekaj naučiti, jaz pa želim preseči svoje strahove. In še en stavek, ki mi je meni osebno zelo drag, ki sem ga tudi včasih na glas rekla, kdaj komu, ne morem oblikovati svojega življenja na podlagi tvojih strahov. Ne morem oblikovati svojega življenja, niti na podlagi svojih strahov, ne. In vedno je bilo soočenje s strahovi, neka odločitev, jaz pa hočem te svoje strahove premagati. In zato morda ni pravo vprašanje, zakaj se nam zdaj strahovi pojavljajo, ampak boljše vprašanje, kaj je višji namen tega in kako se tega lotimo in kako iz strahu premagamo in gremo v ljubezen. Torej, če se nam odpirajo stvari, se odpirajo samo zato, da jih ljubeče pogledamo, ljubeče pozdravimo in splezamo ven iz tega. In v bistvu sploh ni tako težko. Preprosto vzeti si moramo čas, da spet potujemo od zunanjega sveta v svoj notranji svet, da se ukvarjamo s svojim notranjim svetom, da se ukvarjamo s tem, kako se počutimo, da raziščemo, ti strahovi od kdaj so in da v bistvu to očistimo, da se ne vrtimo ves čas v teh istih krogih. Življenje nas sili, tako kot bi en mozolček stiskali, da gre ven, tako nas življenje sili stiskati naše strahove, da bi izstopili ven in da bi lahko zaživeli resnično v ljubezni, da bi lahko zaživeli za to, kar v bistvu naša duša v bistvu je, v ljubezen, povezanost med nami, vsi si želimo povezanosti, vsi si želimo ljubezni, vsi si želimo pripadati. In zdaj so ti časi, ko nas stiskajo, strahovi nas stiskajo samo zato, da nas zbudijo iz neke cone udobja in mislim, da so nas krepko zbudili in da zavestno začnemo živeti, da se zavestno začutimo svoje telo, da se zavestno potujemo iz tega v to, da nam je lepo. Resnično, da nam je lepo in da se dobro počutimo in da se imamo radi. In danes bi rada odgovorila še na eno vprašanje, torej kako se pa tega lotimo? Kako se pa tega lotimo? Spet eden od načinov je, da pokažemo s prstom pa rečemo, ti si kriv ali pa družba je kriva ali pa ne vem, kdorkoli, vodstvo, šef,
mož, žena, otroci so krivi, da se jaz slabo počutim. To je ena od variant. In mnogi ljudje tukaj še delajo, še na ta način reagirajo. To je, ko smo v stanju žrtve, ko rečemo, joj, zakaj se mi je to zgodilo, joj, pa kako se do mene obnaša. Tu smo v stanju žrtve in cilj je, da tudi jaz se včasih še znajdem, ko bi se najraje pritoževala, ampak potem se spomnim, zbudi se, hej, gremo, prevzami vajeti v svoje roke, gremo, zbudi se, gremo ven iz strahov, dajmo se ukvarjati s tem, očistiti to, pogledati strahu v oči, ga spustiti in nekako začutiti, da je življenje lahko čudovito, da je mnogo lepše od vsega tega stranja in da ga lahko da lahko presežemo to in da si spet lahko nastavimo svoj kompas v pravo smer, da se spet lahko napolnimo z veseljem, da spet lahko najdemo pozitivne stvari in pri sebi in pri drugih, da spet lahko vidimo sonce, vidimo nove priložnosti in vidimo drobne radosti, ki nas tu čakajo in so na dosegu roke. Torej, ja, in se pravi, gremo zdaj tudi malo s tapkanjem, bomo poskušali malo tapkati, da se naučimo, kako se soočiti s svojimi strahovi, da takrat, ko nas napadejo, da ne gremo nekoga obsojati, ampak rečemo, okej, to so moji občutki, jaz jih lahko sprejmem in jaz lahko tukaj nekaj naredim, da splezam ven iz tega in da tudi spremenim zunanje okoliščine, če spremenim svojo notranjost. Dobrodošli vsi, ki se mi še pridružujete, dobrodošli vsi, ki boste tudi kasneje posnetek gledali. Torej, zdaj smo v eni taki fazi, ko želimo potovati iz strahu v ljubezen. In časi so tisti, ki to zahtevajo od nas, in če smo pred 10 leti še, večina je še lahko spala, meni je že pred 10 leti toliko močno treslo, da sem se morala zbuditi, pa še se me mora kdaj stres življenje, da se zbudim in da rečem, okej, še en strah, ki ga moram preseči. In tako zdaj marsikoga je pa zdaj streslo. Problem je, ker je streslo na preveč področjih in ker se je ljudem streslo in finance in preživetje in službe in pri otrocih se je streslo in v partnerstvu in če se preveč stvari naenkrat trese, potem je zelo težko naenkrat vse reševati. Dosti lažje, če to postopoma, tako da jaz sem v bistvu hvaležna zdaj, ko zdaj nazaj gledam, da me je streslo že toliko let nazaj, več kot 10 let nazaj. Ampak vsekakor, tukaj smo, vsak sprejme svojo pot, nihče se z nikomer ne more primerjati, vsak ima sebe zarihtati, vsak je prišel živeti sebe, vsak ima sebe, ima dovolj dela vsak sam s sabo in zato danes dajmo malo res se rešiti tega, kar nas obremenjuje, se rešiti svojih strahov in začutiti, da smo tu z enim večjim namenom in iti v neko radost, neko veselje, v nek užitek in si postavljati pozitivne odločitve za svoje življenje, pozitivne namere. Danes je še posebno močen dan za to, ne? Lahko bi bilo celo srečanje temu namenjeno. Pa dajmo malo, najprej naredimo vdih, izdih, začutimo svoje telo, pomislite na to, česa vas je strah in bomo zdaj samo preprosto te strahove spustili iz sebe in bomo potem naravnali svojo miselnost na nekaj čudovitega, kar želimo postaviti za to življenje, kar želimo doseči, kar je vredno živeti, kar se je vredno truditi, kar se je vredno vsak dan stati, prav? Najprej pa začutimo, kaj je tisto, kar nas ta trenutek ovira. Pa gremo. Kar na te točko, kljub temu, da čutim vse te občutke, govorimo o negativnih, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da čutim vse te svoje strahove, se imam rad in se sprejemam. In še tretjič, kljub temu, da čutim vse te svoje strahove, se imam rada in se sprejemam. Vsi ti moji strahovi, samo čutite jih, govorimo o tem, vsi ti moji strahovi, 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 vsi ti moji strahovi. Izberem, da se sprostim. Izberem, da spustim vse to. Izberem, da se sprostim. Izberem, da se sprostim. Izberem, da spustim vse breme iz sebe.
Varen sem, varna sem, varen sem. Tako. Naredimo vdih, izdih. In zdaj dajmo narediti en tak premik in premislimo, zaprimo oči in začutimo, kaj je pa tisto, čemur bi bilo pa vredno nameniti svoje življenje. In naredite premik iz svojih strahov v nekaj pozitivnega, v nekaj, kar vas navdihuje, v nekaj, za kar ste lahko hvaležni. In dajmo pomisliti, lahko tudi napišemo, kaj je tisto, za kar smo pa lahko hvaležni, kaj vse že prejemamo, kaj vse že imamo tukaj, kaj smo vse že dosegli v življenju, kaj vse se je lepega v današnjem dnevu zgodilo, kaj se je lepega v tem tednu zgodilo. Dajte najti 5 stvari, lahko si napišete, za kaj vse ste hvaležni. Pa lahko kar napišete cel stavek, hvaležna sem in srečna da. Zakaj vse smo hvaležni? Kaj vse lepega smo doživeli? Kaj vse je tisto, kar nam polni srce? Napišemo 5 stvari, tako hvaležna sem in srečna, da je bil danes čudovit dan. Tako hvaležna sem in srečna za povezave z vsemi ljudmi, s katerimi čutim, da se imamo radi. Tako hvaležna sem in srečna za pozdrav kužka, recimo. Tako hvaležna sem in srečna, da lahko osebnostno rastem, čeprav boli. Tako hvaležna sem in srečna, da imam cilje. In zdaj, ko smo se malo ogreli, vas prosim, da pomislite, kaj pa je tisto, kar bi pa lahko danes si zaželeli za naprej. Kaj je tisto, kar bi si, če bi bila vaša želja uresničena, če bi vedeli zagotovo, da se vam želja lahko uresniči, kaj bi bilo tisto, kar bi pa danes lahko na en listek napisali in si ga shranili. Kaj je tista želja, ki jo lahko danes napišemo? Namera. Če bi vedeli, da se vam res uresniči, kaj bi to bilo? Moja namera danes. Danes je poseben datum, danes je najmočnejši dan v celem letu, danes je dan za praznovanje, danes je dan za meditacijo, danes je dan za uživanje in danes je dan za postavljanje svoje poti naprej. Ko splezamo iz strahov ven, da si postavimo konkretne cilje za naprej. Kaj bi bila danes naša namera? In si napišemo listek. Napišemo si listek, kaj si danes, napišite listek, kaj je danes vaša namera in pišite tako, iz tako polnega srca, kot bi resnično se to čisto vse uresničilo, kar boste danes napisali. Napišite nekaj takega, kar mislite, da tudi če morda se čutite, da ni možno. Strahove lahko vedno rešimo. Kaj je namera danes? Da svoje življenje, da dejansko splezamo iz strahov v ljubezen, da naredimo si življenje polno, da delamo tisto delo, ki nas osrečuje, da živimo in se družimo s tistimi ljudmi, ob katerih smo srečni in da situacije, ki smo jih prerasli, da jih spustimo iz sebe, da kraje, ki smo jih prerasli, spustimo iz sebe, da vse, kar nas obremenjuje, preprosto spustimo. Tudi če imamo koga toksičnega, da ta odnos, da se razgradi, da se pogovorimo, razpustimo. Kaj je pa tisto, kar začrtamo? Dajmo, še razmislite, še si napišite, upajte si, dovolite si. Kaj je tisto, kar me bo res dalo v ljubezen, za kar bom res rekla, wow, to leto je bilo pa krasno. Ali pa to naslednje desetletje, naslednjih 12 let celo pravijo, da je to danes dan, ko se postavljajo stvari za naslednjih 12 let. Kaj je tisto, kar želimo, kaj je tisto, kar lahko danes napišemo? Moja namera je, napišite na listek in ga shranite. Samo odložite ga, čuvajte si ga. In potem
razmislimo, kako bi lahko čim bolj lepo se imeli, kako bi čim bolj načrtno živeli svoje življenje, da bi bilo čim bolj polno radosti, da bi bilo čim bolj polno veselja, kako bi lahko načrtno živeli, zavestno živeli, ne samo ko roboti, zjutraj se vstanem, obrijem, umijem, našminkam, grem delo, delam, pridem domov, poberem otroke, delam gospodinjstvo in padem spat in iz dneva v dan. Ne, dajmo pogledati, kako bi lahko načrtno živeli, kako bi lahko zavestno živeli življenje, ki temelji na ljubezni, ne več na strahu. Kako bi lahko načrtno splezali iz življenja, ki je prežeto za strahom, in bi načrtno živeli svoje življenje polno ljubezni. Najprej ljubezni do sebe, pa tudi ljubezni do drugih. Kako bi lahko načrtno rekli ne tistim situacijam, ki niso fine za nas. Kako bi lahko načrtno rekli ja tistim situacijam, ki nas kličejo. Kako bi lahko, ne da kritiziram celo družbo, celo okolico, sosede, kogarkoli, službo, delovno mesto, kako lahko jaz moje življenje naredim tako, da načrtno živim življenje polno ljubezni, da načrtno si vzamem nekaj časa tudi zase, da načrtno, zavestno živim in grem iz strahu v ljubezen. In če bi tako načrtno živeli, potem ne bi na stari strahov. Tudi če stari strah pride, ga soočimo, pogledamo, tapkamo, očistimo, spustimo. Ali pa na kak drug način ga spustimo. In se spet vrnemo v ljubezen. In dokler nam to ne postane taka močna rutina, tako utrjeni, pa še vedno se bo kak strah iz preteklosti zbudil. Nič hudega, predelamo, pogledamo, spustimo in se spet naravnamo na pot tega, da živimo v obilju dobrih občutkov najprej. In potem pride tudi zunanje obilje. V obilju hvaležnosti, to lahko sami naredimo. In potem nam stvari prihajajo še bolj naproti, v obilju tega, da izbiramo to zase, kar nas odsrečuje. In potem vse ostalo, kar je neustrezno, odpade. In to je v bistvu današnje sporočilo, ki ga želim deliti z vami, da zavestno živimo vsak dan, da se vsak dan, ko se odprejo strahovi, da jih spustimo in da se dvignemo v to, da se počutimo dobro, da pišemo dnevnik hvaležnosti, da si pojemo, da plešemo, da se veselimo, da pojemo tisto, kar nas osreči, da športamo, če nas osreči, da delamo nekaj, kar nas naredi srečne in hvaležne, in da smo na ta način v bistvu izpolnili poslanstvo tega dne, da živimo v hvaležnosti, da živimo v veselju in da ko dobimo kak navdih, kako bi lahko iz svojega življenja naredili nekaj več kot samo neko rutino, da sledimo temu. In seveda se bodo strahovi odpirali, ves čas po poti se bodo odpirali, ampak jih lahko vedno pogledamo, ne pustimo, da nas ustavijo, jih predelamo, očistimo, spustimo. In se spet naravnamo na to, da živimo v ljubezni. Evo, to bi bilo za danes, moje sporočilo. Naredite si lep večer, naredite si kako meditacijo, naredite si, mogoče vzamite še več časa za namero, pa dajte si upati na listek napisati, kaj si v resnici vaše srce želi, kaj je tisto, kar vi izberete za naslednjo leto ali desetletje. Naredite si danes res čudovit dan, čudovito, močno namero postavite in potem zaupajte, da se vam lahko to uresniči. In poskrbite, da boste vsak dan živeli in da boste vsak dan šli iz strahu v ljubezen, da boste vsak dan čim več časa preživeli v dobrih občutkih in čim več v slabih. Ko pa se slabi pojavijo, se jih ne ustrašiti, ne se pritoževati, sprejmite, predelajte in gremo naprej. Tako, in to je moja namera tudi zame in tudi za vas, da resnično potujemo iz tega, da čim več časa preživimo v ljubezni, v strasti, v energiji, v zanosu, v temu, da zavestno živimo, da zavestno izbiramo to, kar si želimo in da s polnim srcem gremo za tem. Želim vam lep večer, naredite si ga lepega, vzamite si ga lepega, ne čakate, da se bo zgodilo ali ne, vse dobro in se spet vidimo v četrtek zvečer. Srečno!